Živel sem, dobrodošli nazaj v novem pogovoru. Danes sva z vami Marcel in Primož, gostiva pa znanega slovenskega strokovnjaka na področju financ in vlaganja, gospoda Roberta Roliha. Gospod Robert, lepo pozdravljen v naši družbi. Živijo, lepo In zdrav. Pozdravljeni. Jaz upam, da bo pogovor všeč. Vodva ga pa v bistvu jaz, sem Primož in pa Marcel. Kakšne oblike vlaganja priporočate začetnikom oziroma kako ste vi sploh z vlaganjem začeli in zakaj? Zdaj, tukaj bi še enkrat poudaril to, ne. Torej, dostikrat me ravno to vprašajo mladi, ne, kako naj začnem z investiranjem. In jaz sem vedno rečem, ne, glej, če še nimaš denarja, ne, če še nisi neki, bi rekel, zaslužil nekega resnega denarja, potem je brez veze, da investiraš v finančne produkte. Je brez veze, da investiraš v kripto, je brez veze, da investiraš v delnice, je brez veze, da investiraš v zlato, karkoli, ampak moraš najprej investirati v svoje sposobnosti, da boš sploh zaslužil nek resen denar. Torej, prva točka, ne, je vedno, da najprej moraš tukaj noter investirati v to, da boš lahko zaslužil nek resen denar. In to so običajno, recimo meni, ne, kaj mi je prineslo meni v življenju. Jaz izhajam iz zelo, bi rekel, skromnega okolja, iz ene majhne vasice tam v Zalečje pri Ilirski Bistrici. Nismo nikoli imeli denarja doma, ne. Moji starši so bili, bi rekel, delavci v eni socialistični tovarni, ne, in nismo nikoli imeli denarja. In kako sem jaz uspel, sploh priti do denarja, da sem ga lahko investiral, tako da sem gradil na svojih podjetniških znanjih. Torej marketing, prodaja, vodenje, time management in tako naprej, ne. In to je osnova potem za naprej, ne. Mogoče zanimivo, ne, tudi pri tem se nam zdi, koliko enostavno bilo trgovati z delnicami, ne, koliko enega znanja, tako ste zdaj omenili, ne, ste vi iz podjetništva črpali in tudi tako opomnik, ne, za nas mlade, da je najprej tistih prvih 1000 evrov ne na eToro račun, ampak v nek dober tečaj. Ali pa nek dobro. Ker gledajte, če ti vlagaš 1000 evrov, ne, pa čez njih narediš, recimo, da si, ne, najboljši investitor na svetu, pa da si imel ravno srečo, da si na začetku bull marketa vlagal torej bikovskega trenda vlagal v kripto, ne, pa da si zaslužil 10x, ne, torej 10krat, ne, to vsoto, ne. Torej imaš zdaj 10 000, ne. 10 000 evrov ni life-changing zadeva, ne. To ti ne bo spremenilo življenja. Pač si boš kupil lahko en avto ali neki tak bolj slabši avto ali kaj takšne, ne? Ampak od tega ne boš kaj dosti imel v življenju, ne? Če boš pa ti zgradil svoje sposobnosti, da boš vsak mesec zaslužil 5000 evrov, potem, ne, pa lahko nekaj resnega z tega narediš, ne? Ker boš lahko, ne vem, od tega 2000-3000 evrov vlagal, ne, v neke stvari, ne? In to ti bo spremenilo življenje, ne? Tako da tukaj moraš priti do tega, ne, preskoka, ne, da najprej moraš priti do enega resnega nivoja zaslužkov, če hočeš res, mislim tako, če imaš visoke cilje v življenju, ne. Zdaj pač, če hočeš vedno imeti neko povprečno življenje, pojdi v službo, pa tam delaj za tistih 1200 evrov, pa to je to, ne. Pa gledaj Netflix, ne, popoldne, pa to je to, ne. Pa na Facebook, ne. Siguren, Netflix, Instagram, TikTok, ne, pač. Tak mehurček, komfortni mehurček. Pa si lahko cel dan zaposlen. Ja, takoj. Okej, kje pa priporočate, da dobimo ta znanja, ker v šoli, kakor vemo, se teh znanj ne učimo res veliko, jih je nekaj, ampak res veliko pa ne, tako da kje v bistvu vi priporočate, da bi mi ta znanja mladi dobili? Danes imamo veliko srečo, da je na voljo internet, in to je fantastična zadeva, zato ker vse je na dosegu Googla, ne, ali pa YouTubea. Tako da greš v Google, greš v YouTube, napišeš recimo, ne vem, te zanima, ne vem, ena od takih znanj, ne, ki je meni ful koristilo v karieri, ne, je bilo to, da sem znal prodajati. Mislim tako, na začetku kariere nisem znal prodajati, ne, potem sem se to naučil. Torej sales skills, ne, torej sales skills oziroma prodajne sposobnosti, da se z nekom, ne vem, zdaj se malo manj srečujemo, ne, ampak recimo, da se srečaš preko Zooma, ne, in da mu znaš predstaviti nek produkt ali pa storitev, ne, da jo potem on, reče, to je pa zanimivo, bi mogoče kupil, ne, to je sales skills, ne, ali pa recimo marketing, ne, marketing mi je tudi meni ful omogočil, ne, da sem znal tržiti svoje storitve in da jih še vedno znam, ne, tako da to je recimo marketing skills, ne, in zdaj vse, kar moraš narediti, ne, vpisati v YouTube, ne, ali pa v Google,
ne vem, marketing skills ali pa marketing ideas ali pa sales skills ali pa learn how to sell ali pa learn how to market your product, ne, in take stvari. To je vse, kar moraš znati, ne. Potem te bo pa Google pa YouTube naprej vodil, ne, po milijonih videotov in tako naprej. In zdaj, če si vzameš, ne vem, jaz sem enkrat v Londonu predaval skupaj s tem Garyjem Vaynerchukom, ga verjetno poznate, ne, Gary V, ki je eden od najbolj uspešnih podjetnikov na svetu. In on rekel tako, ne, da razlika med nekom, ki je povprečen, ne, v življenju, pa med nekom, ki bo res super rezultate požel, ne, je v 1 uri po večeri, ne. Kaj delaš, ne? A gledaš televizijo, pa surfaš po internetu, ali pa se učiš, ne? Ali pa poslušaš neke videote, ali pa bereš neko knjigo, ne, ki je, rekel tako, ti bo dala neka znanja, ne. In to je vse, ne. 1 ura na dan, če ti posvetiš nekim poslovnim znanjem, boš v roku 3-4 let, boš lahko služil komot 5.000 evrov na mesec, takole, brez problema. Kako vem, tako ko sem pač potna. Pa takrat še ni bilo toliko znam na internetu. Sem bolj mogel s temi fizičnimi knjigami se ukvarjati, ne. Ja, seglih to. To, ko ste rekli, YouTube, Google, toliko je enih videov, toliko je enih vsebin, ne, ko ti dejansko lahko pomagajo. Recimo, eno stran, ki smo mi naredili tako čist brezplačno, vsem na voljo, ki jo zelo priporočam, je tudi businesstitans.online. Torej, businesstitans.online. To je prav, smo pri Akademiji Pantarej, to je pač moja blagovna znamka, smo naredili prav to stran, kjer so samo brezplačni članki. Od najboljših svetovnih avtoritet na različnih področjih, ki jih tudi sam osebno poznam, pa smo se z njimi zmenili, da lahko pač njihove članke prevedemo, ne. Tako da, mislim, za začetek, ne, greš lahko na Business Titans, torej Business Titans skupaj, ne, .online, pa imaš tam na 100 člankov. Takih zelo praktičnih, konkretnih člankov o prodaji, vodenju, marketingu in tako naprej, vse brezplačno, ne. Hudo. Si bomo pogledali. Ok, jaz bi še mogoče se malo navezal, ko ste govorili od prodaje, ne, tudi ena super, da bom zdaj naredil reklamo, ok, mogoče, ampak ko smo gostili Jureta Kneza in nam je priporočil Katapult, recimo, ne, in sem šel gledati na odlične delavnice in knjige, tako da mogoče za naše poslušalce ali pa gledalce, da bojo podcast ali bo tako, odličen je Katapult, ima eno od odličnih strani oziroma tak zavihe, kjer se prav s prodajo ukvarjajo in s tem. In dejansko, ne, mogoče, ko ste imeli marketing, prodaja, sta osnovi polovica ali pa pač polovica tvojega biznisa in tvojega zaslužka. Ja. Če se malo znajdeš v marketingu pa v prodaji, boš katerikoli biznis boš dejansko lahko uspešno vodil. Katerikoli. Zato, ker bistvo je, da znaš nekaj prodati, ne. Ker danes je produktov preveč, ne, in storitev, ne. In če ti samo imaš dober produkt, ne, ti danes nič ne pomaga, ne. Ti ga moraš znati prodati, ne. In ravno v tem je bistvo, ne. Se čisto strinjam, ja. Tudi pač ta znanja, ne, ta fizična znanja, ki jih dobimo v šoli, ne, ali pa neka fizična znanja, da ti narediš nek produkt in nič ne koristijo, ne, če ne znaš ga tržiti prodati. Dejansko iščemo kanale, kjer se lahko tega tudi naučimo. Ja. Saj, če samo pogledaš, recimo Elon Musk, ne. Elon Musk, ne, ga vsi poznamo kot velikega inovatorja, ki je izumil en kup stvari ali pa oziroma začel z nekimi stvarmi v poleti, v vesolje, Mars, Tesla, mislim res tako, ima ful enih solarna energija in tako naprej, ima ful teh stvari, ne. Sam te zadeve ne bi mu uspevale, če ne bi on znal promovirati vsega tega. On je odličen pri promociji, ne. Čeprav je on je dejansko tehnik, ne, in je introvertiran, ne, človek, ampak on se je naučil skozi kariero, kako promovirati stvari, ne. In to mu prinaša tisti edge, ne. Isto recimo Steve Jobs, ne. Steve Jobs je isto, on je bil odličen promotor, ne. Tako da on je bil eden od najboljših marketingarjev na svetu, ne. Čeprav ljudje tega sploh ne razumejo, ne. Ampak ja, temelj uspeha Apple je bil marketing, ne. Mislim, eden od temeljev, ne. Tudi dobri produkti so moč imeti, ne, ampak oni so jih znali tržiti, ne. Oni so znali predstaviti ljudem, ne. Recimo ta iPad, ne, ali kaj je bil, ne iPad, tisti ta MP3 predvajalnik, kaj so bili, iPodi, ali kaj so bili. Ja. No, recimo oni niso rekli, imamo najnovejši MP3 predvajalnik za toliko, ne vem, spomina in blablabla, ampak so rekli 1000 songs in your pocket, ne.
to je bil njihov slogan, ne, oziroma naslov njihovih oglasov, ne, so znali dejansko produkte približati ljudem, ne, in to je tisto bistvo. Ne. Ok, super. Če gremo malo naprej, midva z Marcelom sva hotela tole vprašati na tak mal način, se pravi, midva sva 2 17-letnika in se ful zanimava, pa recimo midva ali pa 2 čist posameznika, random posameznika, ampak lahko gre za naju. No, in sva se zanimava za delnice in sva pogledala 3 YouTube videov in zdaj nama skozi popa te oglase, kako bomo zaslužili 6-mestno število v enem mesecu s day tradingom in z delnicami. In ne vem, ok, midva sva navdušena, super, itak sva najbolj pametna, a ne? In greva na eToro, dava vsak noter 1000 evrov in koliko tega denarja nam bo še ostalo čez 3 mesece? Ja, če greš v nek day trading, ne, da boš dejansko tako trgoval tisto dnevno, pa se premikal non-stop, buy, sell pozicije, pa tako naprej, pa še na vzvodu, ne, boš verjetno čez 3 mesece na ničli. Ne? Ja. Ker trading je zelo zahteven, ne, in to rabiš leta in leta treninga, ne, vsakodnevnega z realnim denarjem, pa še tehnično analizo moraš poznati, ki je tudi precej se jo naučiti, ne. Pa potem še psihologijo moraš imeti takšno kot največji skoraj da robot moraš biti, ne, psihološko, ne, da te nič ne vrže stira, ne. Gre vse na verjetnosti, ne, kam boš in tako naprej, ne. Tako da na kratki rok ne trgovati, jaz sem tudi, priznam, sem tudi jaz bil mlad, pa sem hotel na hitro obogateti, ne, pa tako naprej. In nastalo je tako, ne, da z vseh tistih 10.000 evrov, pa kar nekaj 10.000 evrov, ko sem jih vložil noter, je na koncu bila ničla. In še par let svojega življenja sem vrgel proč, ne, za to. Ne. Sem bil v Londonu po vseh teh boljših, ne, trenerjih, pa vse, ne, Forex, delnice, vse živo, swing trading, day trading, vse možne kombinacije, tehnične analize. In na koncu dejansko sem rekel, ok, potem črto, ker to ni to. Daleč najboljši rezultat, recimo. Zdaj imam precej tečajev o kripto, ne, vlaganih, ne, in ljudje, ki so do zdaj tradali, vsi, ki so, mislim, tako imam par tisoč strank iz sveta in Slovenije, ki dejansko jih jaz malo vodim na temu trgu. In imam ful ljudi, ki so prej tradali, ki so dejansko trgovali vsak dan. In vsi tako, sam hvala, ker zdaj imamo fantastične donose, zato ker imamo buy and hold, kupiš pa držiš, ne, za nekaj časa in ne tradaš. Imajo vsi 10-krat ali pa 100-krat boljše donose kot pa prej, ne, ki so tradali. Ne. Zato, ker ti trgi, ne, so tako hitri, nepredvidljivi, da ti, mislim, preprosto čas ti gre, živci ti grejo, pa na koncu imaš še slabše rezultate, kot da bi samo vložil pa držal z nekaj časa. Ne. Tako da definitivno day trading ena od največjih zgub časa, živcev, denarja, vsega, kar lahko pa si zamisliš. Ne. Tako da pa še najbolj hecno pa je, da res, mislim, z eno pametno buy and hold strategijo, ne, lahko in na delniških trgih in na Forex, ne, ker Forex je čist trading trg, ne, tam nimaš kaj, ga pustimo v primeru. Torej, ali na kripto trgu, ali pa na delniškem trgu, boš z buy and hold, pa moče s par intervencijami vmes, ne, boš dosegel 10-krat boljše rezultate kot z day tradingom. Ne. In še čas boš prehranil, ne. Boš lahko dejansko se s čim drugim ukvarjal. Ne. Ampak kaj pa te vsi oglasi, mislim, a dejansko kdo zasluša od tega? Ne, to so nategi. Več ali manj vse oglase, ki vidite za Forex trgovanje z delnicami, vse tiste finančne zadeve, ki jih promovirajo z Google oglasi, z YouTube oglasi in tako naprej, več ali manj je to 99% je to čisti nateg. V smislu, da so tudi v ozadju že borzni posredniki, ki niso regulirani, so z nekih čudnih držav in ko enkrat jim daš denar, ga ne dobiš več nazaj. Mislim, imam v zadnjega pol leta, sem 2-krat na mojo celotno bazo strank, ki jo imamo tukaj v Akademiji Pantarej v Sloveniji, smo 2-krat poslali mail vsem, bodite pozorni na te finančne prevare. In sem tu naštel, ne, in kaj se dogaja in tako naprej. In še vedno, ne,
kljub temu vsak teden dobim minimalno 2 maila, kako so nekoga obrnili okrog, neki brokeri in tako naprej. Tako da, kadar enkrat greš v te zgodbe, pa binary options, pa vse te neumnosti, ne samo, da tudi če ti uspe nekaj zaslužiti, si izgubil denar, zato ker ga ne boš dobil nazaj, ker so neregulirani brokeri z nekih čudnih držav, ki kadar hočeš withdraw narediti, torej dvigant, ni šans, da boš dobil denar nazaj. Te bodo prenesli okrog na takšen ali pa drugačen način. Potem pa, če se zapleteš z njimi, pa gre potem še lahko do kraja identitete, pa teh stvari, pa lahko zelo globoko zabredeš. Ker to so prav organizirane mafijske družbe, ki imajo na stotine fiktivnih podjetij, ki oglašujejo na vse možne finte in tako naprej. Vse to, kar vidite, recimo Dončić, kako priporoča neke naložbe, pa Dragič, pa Elon Musk, kako ima neke robote, ki trgujejo. To je vse prevara. To so vse dejansko organizirane kriminalne združbe, ki je njihov edini namen, da ti potegnejo denar ven. Potem pa, ko hočeš recimo dvigant, to je klasična stvar, ko hočeš dvigant, ti napeljajo neko zgodbo, kako oni zdaj rabijo, pa še neko varščino najprej, pa tako naprej, pa ti rečejo, zdaj pa še neki denarja ne možeš, da boš lahko dvignil tisto ven, pa ti bomo vse dvignili. Potem, da še neki denarja si še ti izgubil. Tako da, tukaj je prevar, in v kriptosvetu isto. Čist ista zgodba. Naše sanje o tem, da bomo delali 1000 evrov na mesec s Forexom, kljub temu, da smo vzeli tečaj in karkoli tazga, so samo sanje. Okay. Res je prepričljivo. To ugotoviš. Jaz sem se to naučil na lastni koži, the hard way, pa vidim, res, zdaj, ko se ukvarjam s tem profesionalno, ker pač učim ljudi, kako investirati, ne moreš verjeti, koliko ljudi iz celega sveta je nasankalo tukaj. Res mislim, ne moreš verjeti. Imam res stranke od Zahodne Evrope, Amerike, Kanade, Avstralije, Azije. Mislim res, kadar enkrat imam pač neko veliko kritično maso teh ljudi, non-stop dobivam te maile, preko so se priključili mojim tečajem, tam sem nasankal. Problem je, ker je noro prepričljivo. In toliko ogromno je to, da danes greš napisati, ne vem, day trading Forex v YouTube in boš dobil 100,000 zadetkov videl, kjer folk dela profita. Ampak oni imajo prav tako, ena taka tipična fora, je v temu, da oni ti, recimo, ne vem, kažejo, tudi pri kripto je zdaj isto, Imaš video, imaš youtuberje, ki kažejo kripto, in potem ti omenjajo, pa ta kovanček nam je šel zdaj 70% gor v enem dnevu, pa ta kovanček je šel za 130% v enem dnevu in tako naprej. Ampak fora je v temu, in potem te zvabijo, da se boš naročil na nek trading tečaj njihov in tako naprej. Potem, ker jaz tudi pač z profesionalnega vidika se pač naročam na en kup teh stvari, ker pač moram vedeti, kaj se dogaja, ampak recimo, pri večini od teh trading tečajev, ker tudi potem sem šel z nekim malega čistko drobiš, noter v te njihove trade in tako naprej, ali pa njihove kovančke. Recimo, en full znan youtuber, ne bom zdaj povedal po imenu, ampak sem šel, sem plačal $3,000 za pač to njegov tečaj, ko on kao ti daje neke signale, kdaj kupiti neko stvar. In v zadnjem letu, ko sem pač to malo tako z par drobiža pač noter dajal, malo da videti, če res to deluje, imam več ali manj vseh tistih kovančkih tam minus 90%. Ampak to je tako, procent mojega portfelja, tako da je to vse skupaj brez veze. Ta portfelj, ki ga imam pa sam, dejansko tisti, ki je smislen portfelj, ki vlagaš v neke smiselne projekte, ki so cool, pa tako naprej, ta portfelj pa dejansko v zadnjega pol leta naredil 300%, ali pa še več. Tako da samo buy and hold, in to je to. Ampak v smiselne projekte, kot so Ethereum, Cardano, Polkadot in tako naprej, ne pa v neke majhne kovančke, tam, ki je scam že na prvi pogled. Se pravi, res najbolj, da sam pustimo te oglase na meri in sploh ne greš z miško čez. Samo vedno, to so organizirane združbe, ki vrtijo milijone in milijone, desetine milijonov in ki poznajo vse psihološke fore, kako vas prepričati, da bodo šli v te stvari. Čisto vse poznajo. To je sama, ti dajo testimonije, ti dajo časovni pritisk, ti dajo vse psihološke fore, ki obstajajo, da zvabijo te noter. Pa tudi
zelo prepričljive v smislu, tako ste pač rekli, vseh teh fora, tehnična analiza, če so pa grafi taki, če je market bullish, če imaš zdaj neko svečo, če imaš, ko se zapre, pa nek head and shoulders, a ne v Forexu, zdaj bo šlo pa tako. Se pravi, a je, ok, pač glede Forex marketa, ne, če se posvetujemo, sam zaradi teh analiz, no. A lahko na podlagi 20 vzorcev grafov sklepamo, kam bo šlo, ali je tle toliko enega odzadja? Ne. Tehnična analiza ima neko osnovo, ne, ki je osnovana na statistiki, ne, in na verjetnostih. Ne. Samo problem je potem na psihologiji, ne, ker ti, recimo tipična zadeva, ki večino ljudi finančno spravi na ničlo, je ta, ne. Ti vlagaš po nekom sistemu. Ne? Recimo, da imaš pač nek head and shoulders pattern ali pa imaš nek bull flag ali pa kaj takšnega in ti moraš 100-krat vložiti na isti način pri nekem vzorcu, da boš, 60% imel dobičkonosnih tradov. Pa še provizije moraš upoštevati. Ne? Tako da dejansko ti rabiš recimo, imeti 60% uspešnih tradov, da boš na pozitivi. Ne? Zdaj, ljudje pa tako, ne? Ti, če vržeš kovanc 10-krat, tebi se lahko zgodi tudi 10-krat zaporedoma, čeprav je 50-50 verjetnost, ne? Kaj bo bilo, tebi se lahko zgodi, da ti pride na številko 10-krat zaporedoma. In to je isto, ne? Pri tehnični analizi. Ti imaš lahko nek vzorc, ki je 60% torej 60% je, da od tistega vzorca naprej bo šlo gor, nek trg, ali pa neka cena. In zdaj, tebi se lahko zgodi, da ko boš 5-krat vložil po tem vzorcu, da se ti bo 5-krat zgodilo, da boš imel izgubo zaporedoma. In kaj potem ljudje naredijo? Začnejo zgubljati zaupanje v sistem. In naslednjič naredijo obratno. Ali pa naredijo neko drugo stvar. Ne? In ravno takrat bi pa dejansko šlo v ta pravo smer. Oni pa so šli napačno. Razumete? To je psihologija, da potem se igrati s tabo. Ker enkrat, ko imaš ti realen denar, je čist nekaj drugega, pa če imaš nek resen denar, je čist nekaj drugega, kot če se igračkaš z virtualnimi stvarmi, ki ti jih dajo. Tako da tukaj ne gre vse na verjetnosti in profiji imajo samo to sposobnost, da imajo tako trdno psihologijo, pa tako dobro poznavanje verjetnosti, da pač delajo vedno na nek način ob nekem vzorcu in tudi, če jim 10-krat ne uspe, še vedno delajo isto, ne bodo spremenili strategije, ker vejo, da je to verjetnost in da se jim lahko zgodi niz 10 izgub. In še risk management in tako naprej. Mislim, to resno, če se hočeš s tem ukvarjati, rabiš minimalno, bomo rekel, 5 let trdega dela, izkušenj in tako naprej. Pa na koncu še vprašanje, če boš imel rezultate. Veliko vprašanje. Če bi ta čas samo buy and hold delal na delniških ali pa na kriptotrgih ali pa tako naprej, bi imel 100-krat boljše rezultate. Se pravi, mogoče tak konkreten vprašanje. Jaz zdaj, pa zdaj moramo tudi razložiti, kaj to pomeni, nakup bitcoina. To ne pomeni, da boš ti, kot ste vi rekli, čez 1 leto, 2 leti prodal, pa pričakoval nekaj. Ampak a mislite, da je zdaj pravi čas za to, da se vlaga v bitcoin ali pa v kripto? Ali pa... Zdaj tukaj moramo omeniti, jaz nisem finančni svetovalec, vse, kar danes govorim, je samo tako nečni finančni svet, vi delajte s svojim denarjem, kar vi hočete, morate svoje raziskave delati in tako naprej. Jaz vam bom povedal, kaj bi jaz naredil. Torej, če jaz zdaj ne bi bil v bitcoinu, pač ne bi bil v kriptotrgu, ker jaz vlagam v kriptotrg že 3 leta, tudi med medvednim trendom zdaj, ko je bil 3 leta, sem vlagal, zato ker razumem, da je velika verjetnost, da ta trg ima neke temelje in da dolgoročno zna biti ful dobra stvar. Tako da vse, kar danes povem, je pač tako samo moje mnenje. Torej, če bi jaz zdaj ne bi imel nič v kriptotrgu, kdaj bi začel? Zdaj. V bikovskem trendu jaz vlagam vedno takoj. Torej, ko enkrat vidim, da je potrjen bikovski trend, to imaš pač golden crosse, pa en kup teh statistik, mislim, teh tehničnih kazateljev, pa tako naprej. In zdaj tukaj mislim, moraš biti prav butast, če ne vidiš, da smo v bikovskem trendu, ker še Tesla ne vlaga noter v Bitcoin. Zdaj vprašanje, kje smo, seveda, a jaz mislim, da smo v prvi tretjini tega bikovskega trenda. Tako da je še precej pred nami. Tako da v bikovskem trendu se vlaga zdaj. Jaz to tudi moje stranke, moje kliente, vedno, ko me nekdo vpraša, a je zdaj dober trenutek, jaz rečem v bikovskem trendu, vlagam zdaj. Nikoli ne vlagam, niti sekundo ne čakam. Niti sekundo.
In statistično, če v bikovskem trendu vlagaš takoj, to sekundo, boš imel najvišje potencialne donose. Ja, malo je tudi od seče odvisno, kdaj si pač zadev, vstop. Ampak, če gledaš malenkost na bolj dolg rok, če gledaš na mesto dnevov, če gledaš mesece ali pa leta, je to. Zdaj pa samo vprašanje tukaj je, koliko časa bo trajal ta bikovski trend na kriptotrgu. A bo trajal še 3 mesece, ali bo trajal še 6 mesecev, ali bo 9 mesecev, ali bo še 18 mesecev, bomo videli. Ampak enkrat, ko bo šlo v eksponentno rast in verjetno bo šlo zaradi človeške psihologije, to isto podobno, kot se je zgodilo 2018, na začetku leta. Torej, enkrat, ko bo šlo v parabolo, v parabolično rast, takrat moraš pa izstopiti, prej slej, ker drugače te bo udarilo. Tako da, mislim, dolgi rok v kriptotrgu niso leta, ampak so verjetno meseci, če zdaj gledamo. Zdaj pa samo vprašanje, koliko mesecev. Samo vprašanje, koliko mesecev. To je lahko, mislim, vsega je lahko konc v 3 mesecih, lahko pa še 1 leto, ta bikovski trend, bomo videli. Ampak dober pokazatelj je, kadar bodo pa res vsi navalili na Bitcoin, pa še none, pa detki bodo hoteli noter dati, pa tako naprej, takrat bo verjetno že malo prepozno. In bo potem spet nek zlom, velik. Ok, Bitcoin napovedujemo neke ogromne cene, ne vem, zdaj do konca leta 21,5 milijona. Kaj vi mislite? Ne rabite povedati, koliko bo, ampak sam kaj mislite mogoče o teh visokih pričakovanih cenah? Je to sploh možno? Ja, jaz mislim, da je možno. Trgi, torej pri investiranju na različnih trgih, recimo, ko je Tesla, torej še predvsem, ko govorimo o novih tehnologijah, recimo Tesla je pred nekaj leti imela delnico, ki je bila vredna recimo 6, 10, 20. Ko je šla na 100, so vsi analitiki dali sell rating, torej prodajte, to je že napihnjeno, balon bo zdaj šlo dol. Kaj se je zgodilo? Tesla delnica je šla do 200. Isto, spet vsi precenjena, balon, ne bo šla nikamor. Kaj se je zgodilo? Tesla na 300, potem na 400, potem na 500, potem na 600, potem na 700, 800, 900 in zdaj se giblje tam nekje med 800 in 900. Ali mislim, da je šla celo na 1000. Ampak se ni važno. Stvar je v tem, da danes živimo v enem svetu, ki je narobe svet. Zato, ker imamo obrestne mere, ki so na ničli. Torej, če imaš ti denar na banki, ne dobiš nič. Jaz imam mojega otroka, imam dva fantka. In ta starejši ima, torej oba imata tudi bančne račune in tisto, ko so jim none dale, je sta tudi dala na banko. In zadnjič se prav spomnim, kako je ta starejši, ko dobil izpisek, pravi, tata, kaj je teh 0,12 tukaj? Jaz pravim, Rupert, to so bile obresti, ki si jih dobil za lansko leto. 0,12 evra obresti. In zdaj, še mojemu sinu je jasno, da je to boljše imeti v Bitcoinu. Ali pa v delnicah. Mislim, ljudem je zdaj že popolnoma jasno, da denar na banki ti samo zgublja vrednost. Torej, če upoštevamo še inflacijo. Ker imamo ničelne obrestne mere, imamo toliko tega tiskane denarja z vseh strani centralnih bank, da preprosto ljudi sili v naložbe. Vse to ljudi sili, da vlagajo denar v neke naložbe. In tukaj je zdaj ta, rekel, posebnost, recimo Warren Buffett se v tem svetu ne znajde. Warren Buffett, največji investitor, se v tem svetu ne znajde, zato ker ne najde več nobene priložnosti za nakup, ker je vse toliko prenapihnjeno. Ker vsi kazalniki kažejo, da smo v ne vem kakšnih bablih največjih na svetu. Delnice, tehnologija, vse je v bablu. Ampak to je realnost zdaj. In kot investitor, ali se igraš to igro, ali pa imaš bančne depozite na ničli. In zdaj, tukaj je fora v tem, imamo takšno okolje v svetu, da preprosto sili ljudi, da dajo v neke naložbe. In zdaj, kam bodo dali? V delnice, ki so že itak prenapihnjene, bodo dali mogoče v kriptotrg, ki je mogoče še zdaj malo podcenjen, po moji oceni,
bodo dali v zlato, srebro, pa nepremičnine, pa potem se konča, ne? Torej ta denar mora nekam iti, ne? In vsa ta stimulus čeki, ne, ki jih bodo zdaj Američani še naprej dobivali in vse te stvari, ta denar mora nekam iti, ne? In zato nas lahko ti baloni grejo v neverjetne višave. Delnice ni videti konca, dokdaj bodo rasle. Zato, ker jih pač podpirajo centralne banke, ker si ne morejo privoščiti prenehati tiskanje denarja. Bitcoin, jaz nemam nobene, mislim, res, pri Bitcoinu zelo malo scenarijev je takšnih, da bi bili negativni za naslednje neko obdobje, recimo pol leta do naslednjih 3, 4, 5 let, ali pa tudi naprej. Ne. Zelo težko najdem scenarije, ki bi Bitcoin šel slabo. Jih je, mislim, sigurno, vsaka stvar je tvegana. Tudi obstajajo možnosti, da prepovedo vse skupaj vlade. Ne. Je pa res, da zdaj, ko vsi vlagajo v to, ne, vse te korporacije, že pa skladi, pa tako naprej, je zelo težko, da bodo to prepovedali, ne. Ali pa da bodo to toliko, bi rekel, zregulirali, da ne bo možno več sploh nič delati. Ne. Tako da Bitcoin nas lahko pozitivno preseneti. Zdaj pa dokjer je lahko, jaz mislim, da tako 100,000 je res takole, ne, sploh niti sploh ni treba kaj dosti razmišljati. Potem pa naprej pa vprašanje, ne, 200, 300 tisoč lahko, 500 tisoč se mi zdi, da v tem bull marketu bolj težko, ampak nikoli ne veš, mislim, kadar enkrat pride do norije, ne, pa če se vsi spravijo, pa mediji, pa vsak nona, pa nono, pa unik, mislim, res vsi, ne, da se spravijo v to, ne, taxi driver, ne bi rekel Warren Buffett, ne, kadar enkrat taxi driveri začnejo vlagati, ne, pol je to, ne. Tako da, kadar enkrat, mislim, ampak to se lahko zgodi, ne, in v takšnem scenariju, ne, ti gre Bitcoin lahko mirno do 500 tisoč, ne. Je pa resno, da jaz ne vem, če bom čakal do takrat, no. Jaz ga bom zihar prej prodal. Ko ste lih omenjali, da v bistvu za tem delniškim trgom stojijo veliko te centralne banke, ki tiskajo denar in tako, bi lahko v bistvu poenostavili ozadje kriptotrga, ker se mi zdi, da res na internetu imamo ful informacij, ampak je res težko izluščiti tiste prave. Bom hitro povedal v bistvu. Torej, razumeti moraš samo dve zadevi. Bitcoin je store of value, torej je hramba vrednosti, konkurenca zlatu, torej novo zlato, zlato 2.0. Ni valuta. Zbite si z glave vsi, da je to valuta, kdajkoli to tekmovalo z dolarjem ali pa z evrom. Torej, Bitcoin je store of value nove generacije, torej hramba vrednosti za novo generacijo in za digitalno generacijo. Okay? To je to. To je Bitcoin. In je to. In ima omejeno količino, dejansko tudi, če gre po vprašanje gor, količina ostaja enaka, namajnati ga pač lahko, narodarijo ga lahko maksimalno dokler ne bo 21 milijonov in to je to, ne. Zato mu pridobiva vrednost, ne, zato ker je pač trenutno povpraševanje bistveno večje od ponudbe, ne. In ponudbe ne moreš širiti, ne. Ni isto kot pri zlatu, ne. Če zlato gre zdaj zlato recimo tam okrog 2000, ne, slabih $2,000, ne, če bi zlato danes šlo na 50,000, verjamete mi, da bo 100 ali pa 1000 korporacij po svetu začelo rudariti zlato, ker je to še možno, ne, ker bo toliko drago, ne, ker se bo splačalo ga rudariti, ne. Pri Bitcoinu ga ne moreš več rudariti, kot ga pač zdaj lahko, ne. Ker je matematična formula v ozadju, ne, in je sprogramirano vse skupaj. Tako da Bitcoin je to, ne, to je to. Hramba vrednosti, nova generacija, digitalna generacija, to je to. In zato ima vrednost, ne. Zato, ker mu ljudje pripisujemo vrednost. Nič drugega. Ima samo psihološko vrednost. Isto kot zlato. Zlato je nekaj vredno, zato, ker mu mi, ljudje, pripisujemo vrednost. Okay? Ker je zgodovinsko pač tako nastalo, ne. Če bi namesto zlata mi pripisovali vrednost platini na takšen način, ne, potem platina bila bistveno več vredna, recimo, ne. Ampak pustimo te stvari pri miru. Potem imamo pa drugo kategorijo na kripto, to pa poslovni projekti, poslovni kriptoprojekti. In tukaj imaš od Ethereuma, Cardano, Polkadot, Chainlink in vsi ostali, na tisoče in tisoče drugih projektov. To so pa projekti, ki pa prinašajo realno poslovno vrednost na trg.
to niso samo namišljene zadeve, ki nič ne prenašajo, ki je samo neka hramba vrednosti. To so pa realni poslovni projekti, ki so temelj za finančne storitve prihodnosti. Torej, ta hrbtenica kriptotrga, to so platforme, na katerih drugi razvijajo aplikacije, to je Ethereum, Cardano pa Polkadot, zdaj trenutno, to so pač te 3 platforme. Na njih programerji oziroma firme druge razvijajo različne aplikacije. Od finančnih aplikacij, recimo bors, do igrc, do zabave, social networkov, do poslovnih aplikacij, recimo za spremljanje zalog in tako naprej. Okay? Recimo eno slovensko podjetje, ki tudi dela, je Origin Trail. Origin Trail ima pač poslovno aplikacijo, ki pač deluje na blockchain tehnologiji, in pomaga podjetjem slediti zaloge in vse te stvari. No in to so pa poslovni projekti, ki prinašajo pa realno vrednost, in bi jih lahko tako pavšalno primerjali z delnicami. Okay? In na teh platformah se bodo dogajale verjetno vse te storitve finančne prihodnosti, torej decentralizirane finance. Zdaj smo videli s to GameStop zgodbo, ki jo vsi poznamo, so ljudje končno razumeli, da je finančni sistem trenutno je richt, torej to pomeni, da je nastavljen tako, da ga ne moreš dobiti. Ker Robin Hood, je ustavil trgovanje, kadar enkrat hedge skladom ni šlo v redu, in so začeli izgubljati denar, so oni pač preprosto ustavili trgovanje, zato da ne bi hedge skladi kaj več izgubili. In temu se reče, da je igra, oni pustijo igro igrati takrat, kadar jo finančne inštitucije dobivajo, kadar pa enkrat jo začejo izgubljati, pa ustavijo trgovanje, se igra ustavi. To je tako, mislim, da mu se reče rigged game. In decentralizirane finance, zato zdaj to krastijo, vsi projekti, ki dejansko delajo na blockchain tehnologiji in so vezani na decentralizirane finance, toliko zdaj pridobivajo, zato ker se dejansko denar seli v to področje. Zato ker denar gre iz tradicionalnih trgov, bors in tako naprej, gre v DeFi, torej decentralizirane finance. In vse, kar se dogaja v decentraliziranih financah, se dogaja na teh 3 platformah. Ethereum, Cardano, Polkadot. In to je to. In zato tukaj se potem ustvarja realna vrednost. In če razumeš, da Bitcoin je hramba vrednosti in da potem so pa poslovni projekti, ki jih je pa na tisoče, ki pa so neka realna zadeva, potem že veš več kot 99% ljudi o kriptotrgu. Okay? In to je to. In bomo pa videli, ko se bo razvijalo. Ta trg je seveda zelo miga gor in dol, hitro, tako da bomo videli, ko se bo razvijalo. Ampak jaz mislim, da na dolgi rok bodo decentralizirane finance bodo več ali manj premagale te tradicionalne centralizirane finance. In bomo večino stvari, ki jih zdaj, torej krediti, od kreditov do izposojanja, torej do posojanja denarja drugim, do zavarovanj in tako naprej. To bomo, čez 10 let bo verjetno to vse na blockchainu. To bo vse v decentraliziranih financah. Bomo imeli eno ogromno maso ljudi, ki bo koristila te storitve ne preko bank zavarovalnic, tradicionalnih, ampak preko decentraliziranih storitev. In tukaj gre svet v to smer. Zdaj, kdo bo pa zmagovalec, je pa to zdaj še zelo vprašanje. Zato je pa to tako, tudi na dolgi rok je to vlaganje malo bolj tvegano, ker je šele na začetku in ti ne veš, če bo Ethereum tisti zmagovalec, če bo Cardano, če bo Polkadot, ali pa če bo neki tretjega, ali mislim četrtega. Super. Ok, jaz bi vas zakončil, malo proti koncu smo že, pa bi vas vprašal, kaj naj mi kot mladi, generacija, leta 2050, kaj naj naredimo danes, ta trenutek, ali pa zdaj, jutri, da si bomo, in pa v prihodnosti, da si bomo 2050 hvaležni. Kaj so taki, kaj bi vi dali kot nasvet nam? Jaz bi rekel tako, če se pridružim Garyju Vaynerchuku, ki ga verjetno večina pozna, ki je zelo močen na social media, pa to. Jaz mislim, da če vložiš 1 uro na dan za neko resno
poslovno izobrazbo, pa ne bo to neka tehnična izobrazba, če greš v neke tehnične smeri. Če hočeš iti v podjetništvo, potem smo že rekli marketing, prodaja, vodenje, time management in te stvari. Torej, če 1 uro posvetiš neki svoji neformalni izobrazbi, ki ti bo v življenju ful koristila, boš čez 10 let eden od največjih strokovnjakov na svetu na tem področju. In to je to, da si pa ti v špici na svetovnem nivoju, in to ti samo res, se pravim, 1 ura na dan je dovolj. Vse lahko, mislim, te bo potem potegnilo noter, ker eno področje spoznaš, te bo potegnilo noter, boš še več porabil, ampak v 10 letih si ti lahko špica v svetu. In je tvoja tržna vrednost, tudi če iščeš potem službo, je tvoja tržna vrednost 10-krat več, kot pa od enega drugega tvojega sošolca, ki je isti faks delal. Čisto enostavno. Če pa delaš svoje podjetje, potem boš pa s temi znanji lahko bistveno bolj gotovo, mislim, bistveno večja verjetnost, da boš uspel v podjetništvu. Tako da, to je to. Ok, res najlepša hvala za vaš čas in za vse odgovore. Se mi zdi, da je res ta tema zdaj zelo aktualna, ker smo, kot ste rekli, temu bigovskem trendu, pri kripto, pa tudi nasploh finance. Se mi zdi, da bo veliko naših gledalcev in tudi midva s Primožem definitivno našla veliko dobrih stvari v vaših odgovorih. Tako da hvala tudi z moje strani, še enkrat zahvalim. In se mi zdi, da je prav, da poslušamo tudi nasvet iz ljudi, ki ste to že dalj čez, pa se res poznate, ne pa samo iz YouTubea in iz tistih oglasov. Ja. Tako da... Jaz se tudi zahvaljujem, da ste me povabili, upam, da bo koristno, pa vsem želim zelo veliko uspehov, sreče in v biznisu ali pa drugače. Tako da res zagrabite za te stvari in mislim, življenje res lahko v nekaj letih lahko ful spremeni življenje, če samo se lotiš in samo štartati. To je to.